Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali prikupno miško ter medveda, ki je splezal visoko na drevo, a z drevesa se ni upal spustiti. Mislite, da mu bo uspelo priti z drevesa? Predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Ujela te bom. Medved je splezal visoko na drevo. Kaj pa počneš tam zgoraj? Ga je vprašala miška. Pogumni medvedi pač plezamo visoko na drevo, je rekel medved. Ampak zdaj se bojim spustiti navzdol. Miška je za trenutek pomislila. Imam zamisel, je rekla. Ti kar skoči, jaz pa te bom ujela. Pretežak sem zate, zmečkal te bom, je odgovoril medved. Imam zamisel, je spet rekla miška. Potem je prinesla veliko leseno desko in jo položila na kamen. Skoči, je zaklicala medvedu. Jaz bom na eni strani, ti pa skoči na drugo stran deske. Tako bova porazdelila težo. Pretežak sem zate, poletela boš na drugo stran gozda, je rekel medved. Miška je odložila desko. Pazi, je zaklical medved. V deski je žebelj, lahko se raniš. Potem se je spustil malo nižje. Toda naprej si ni upal. Ostani, kjer si, je rekla miška. Ne skrbi, se bom že česa domislila. Toda medved je bil vseeno zaskrbljen. Le kako lahko majcena miška reši tako velikega medveda? Potem je ob drevo prislonila veliko lestev. Toda lestev je padla. Ojoj, prejoj, se je prestrašila miška. Moj prst! Medved se je spustil nekoliko nižje. Bodi previdna, je rekel miški. Ne bom obupala, mu je odgovorila. Splezala je na drevo in potem je zdrsnilo in je padla na tla. Avč, 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 je zastokala. Pazi vendar, je zaklical medved. Spet se je spustil malo nižje, toda naprej si ni upal. Vse bo v redu, ga je mirila miška. Potem je napihnila rdeč balon. Priletela bom k tebi, je rekla. Veter je miško z balonom dvignil v zrak. Pazi, je zaklical medved. V napačno smer letiš. Saj zmorem, mu je zaklicala miška. Toda medved je ni več slišal. Balon je odneslo k reki. Miška ga je spustila in padla v vodo. Si v redu? Jo je vprašal medved. Spet je zdrsnil malce niže po drevesu. Ne skrbi, je odgovorila miška. Rešila te bom. Zunaj se je počasi mračilo. Še malo pa bo popolna tema, je zaskrbelo miško. Ne skrbi, je rekel medved. Rešil te bom. Potem je globoko zajel sapo in se spustil po drevesu navzdol. Kaj pa je to? Se je prestrašila miška. Nad njo se je pojavila velika senca.
Ne boj se, je rekel medved. Prihajam. Potem je z eno nogo previdno stopil na tla in nato še z drugo. Potem pa miško dvignil visoko v zrak. Imam te, je rekel. Zdaj se ti ni treba ničesar več bati. Miška se je varno namestila na medvedovi rami. Skupaj sta se odpravila domov. Rešila si me, je rekel medved. In ti si rešil mene? Se je nasmehnila miška. Torej sva oba pogumna, je rekel medved. Miška je prikimala. Tudi takrat, ko naju je strah. Naslednjič me ne bo več tako strah, je rekel medved, ker sva skupaj močnejša. Pogumna skupaj, se je nasmehnila miška in močno objela svojega prijatelja. Čudovita pravljica, kaj ne? Bravo medved za pogum, ter pa vse čestitke tudi miški, ki se je zelo trudila, da bi medvedu pomagala priti z drevesa. Medved in miška sta spodbujala drug drugega v trenutkih, ko sta potrebovala pogum. In tako smo znova ugotovili, da je težave mnogo lažje premagovati v družbi. Super, kaj ne? Otroci, današnja knjižna junaka pa nastopata tudi v zelo zabavni pravljici z naslovom Jupi palica. Še ena super pravljica, ki bo zagotovo narisala nasmeh na vašem obrazu. Lepo se imejte, pomagajte drug drugemu in se kmalu spet poslušamo. Prijeten gozdni pozdravček. Čau, čau!